Pomlad naj bi kmalu začela pospešeno trkati na naša vrata in z višjimi temperaturami se pojavijo tudi nekatere težave, ki jih poimenujemo kar spomladanska utrujenost. In prav o tem bo govora v današnjem vrtincu skupaj z gostjama Štefko Premzl in pa Franc Kočuk iz Mariborskega društva Knajp. Dobro jutro obema. Prejšnji teden smo sicer na kratko z vašo pomočjo premagovali prehlad, danes kot rečeno o tehle pomladansko pogojenih težavah. Običajno se izgovarjamo pomladanska utrujenost, glava me boli. Zakaj dejansko pride do teh težav v našem počutju? Ja, zima je taki čas, ki malo človeka poleni, premalo dana, se premalo giblje. Kakšen kilogram dobimo več? Ja, se premalo giblje in potem je to tisto, ko pride do te pomladanske utrujenosti. Prej je bilo bolj turobno, pa tako, zdaj sonce posije, ker človeka malo tudi poživi. Po drugi strani pa tudi utrudja. Kako se je najbolje lotiti po Knajpovi metodi, namreč lahko rečemo stara metoda, preizkušena metoda, tudi celostna. To se vse prej malokrat poudarja, da vendarle niso samo zelišča pa kopeli, ampak marsikaj drugega, premagovati te težave. Kaj nam vi v Knajpovem društvu svetujete? Kaj naj počnemo, kateri so tiste najboljše stvari? Ja, Knajp je, tako ste rekli, res celostna metoda, ni samo zelišče ali pa samo voda, pač pa je to 5 komponent. Tako da je potem človek, če hoče kaj narediti zase, mora vseh teh 5 komponentov upoštevati. Tako da si pomaga z vodo, z zdravilnimi rastlinami, seveda hrana je zelo velik pomen, gibanje in pa na dušo ne sme pozabiti, na sprostitev pa. Francka, vi se ukvarjate z zelišči, predvsem lahko rečemo tudi, kaj je tista zdravilna rožica, če tako rečemo, ki naj bo v tehle dneh, ko se zima izteka in pomlad začenja, naš spremljevalec. Kaj nam vi svetujete? Ja, gledajte, najprej je tako, da zdaj trenutno glih svežih rožic še ni, ampak takoj, ko bojo, se je treba spraviti v naravo po njih. Zato, ker že res je Knajp rekel, najboljša pot do zdravja je peš pot. To se pravi, čim več gibanja. In to ravno zdaj po zimi nam to manjka. Je pa tako, da sigurno ima še vsak kakšne metine, melisine, čaje, rožmarin, tako da zjutraj za zbuditi se pomaga rožmarin. Pri tej pomladanski utrujenosti se pa zelo pogosto kakšni glavoboli pojavljajo, se nam pojavi. Ampak pri tem je treba najprej vedeti, od česa imamo glavobol. Ni vse sam taka nedolžna utrujenost, se pravi, treba je ugotoviti od česa in za različne stvari je treba pol različno se lotiti pomoči. Najbolj preprosto je, kot je že gospa povedala, se pravi uporabljati res vseh 5 Knajpovih elementov, z vodo si pomagati, peš hoditi. Zdaj še vedno lahko malo po snegu hodimo, kot smo zadnjič pokazali, s tem, da je treba biti zelo pozoren na to, da moraš biti topel, segret, ne iti takrat, ko te zebe še v mrzlo, ampak takrat v toplo, da se pogrejemo. Pri zeliščih pa pomagajo seveda razni čaji. Zdaj za utrujenost je treba vzeti kombinacijo različnih čajev. In ko pa nas potem ta glavna utrujenost mine in tudi to je, da tisti domača zelišča v glavnem niso uporabna ne vem koliko let ali kaj, tako da je bolj pametno, da si naredimo kopeli. Recimo proti prehladu si naredimo kamilično kopel, to je eno najboljših stvari. V vročo vodo damo kamilice, potem se pokrijemo čez glavo, inhaliramo to in to zelo dobro pomaga. Pol pri vročinskih stvarih moramo uporabljati bezeg, lipo, to spet si čaje skuhamo. Še boljše pa je, da zelišča uporabljamo tudi v normalni prehrani. To je tisto, kar pravzaprav najmanj poznajo ljudje. Se pravi, če naprimer zdaj, ko imamo še meto, zdaj lahko imamo svežo, ker meta se lepo goji tudi v lončkih, pa si naredimo razne omake metine, pa si naredimo na solato, jo potresemo svežo meto, če pa sveže nimamo, pa jo moramo pa skuhati, pa jih tako lahko v raznih juhah, enolončnicah in to uporabljamo vse mogoče stvari. Tako, če imate kakšno vprašanje v povezavi torej z Knajpom in njegovim načinom borbe proti pomladanski utrujenosti, telefone v roke in pokličite tudi na telefonski številki, ki se boste izpisali oziroma se že izpisujete tudi na vašem zaslonu. Če začnemo od začetka pri Knajpu, voda. S sabo ste prinesli vedro, v noč smo nalili vodo.
Kaj se da s to vodo početi, da premagamo pomladansko utrujenost? To je torej posoda, lahko si doma, jaz to naredim doma, ker v pomivalno korito natočim vodo, torej improviziram nekaj takega in tu naredimo potem ročne kopelje. To je sploh za boljšo cirkulacijo zgornjega dela telesa in sploh, če koga boli glava, boljše, da poseže po taki kopelji, kot pa po tableti. Kako izgleda potem ročna kopelja? Bova kar poskusila. Ja, lahko. Torej, rokave zavihamo in potem gremo tako, da lahko bi bila malo večja. In potem gremo z desno roko navznoter, potem pa tudi z levo. In potem tu držimo pol minute do 1 minute in na to otremo samo z kapljice z roko, nič ne brišemo. Kakšna pa naj bo voda? Hladna, topla, mlačna? Hladna, taka, ko teče iz pipe. In potem samo potegnem rokave. In to je dovolj, pol minute? Ja, do minuto. In potem gibamo, da dobimo zopet temperaturo. Je pa pogoj, da so roke ogrete. Ne hladnih rok. Nikoli ne gremo v mrzli element z mrzlim delom telesa. Tako, to je prvo pravilo, že pri nogah smo rekli za hojo po snegu. Tudi po snegu, ja. Tako, nekoga že imamo na telefonski liniji. Lep pozdrav. Halo, halo. A se slišimo? Ne, smo izgubili klicatelja oziroma klicateljico. Voda je torej tam prvi segment. Kaj še? Običajno nekako smo navajeni pri knajpu vsako jutro zgornji del telesa, ko pridemo iz postelje, ko smo še topli, umiti s hladno vodo. To pomaga tudi pri pomladanski utrujenosti. Zelo dobro je, preden ko se zbudite, da se človek temeljito pretegne v postelji, ne hitro takoj skočiti iz postelje, to je najslabša. Torej, dobro počasi zapuščati posteljo, to bo dobro, če je le čas. Ampak si ga vzeti, naprimer 5 minut zjutraj bo dovolj? Ja, bo dovolj samo. In potem narediti par vaj, da telo segreje in potem seveda do pasu umiti s mrzlo vodo. To bo ogromno pomagalo za odpornost organizma, boljšo cirkulacijo in dobro počutje in potem vam telo se grejete in potem si še malo ga naoljiti. Se zaščititi kožo, ker koža je naš največji organ in se premalo damo na to. Verjetno tudi svetujete naravna olja. Ja, to pa si mi tudi sami naredimo, ko hodimo nabirati šentjanževko recimo in damo na olivno olje. To se delamo tudi v našem društvu, pa ljudi naučimo, kako je to potrebno. Zdaj smo omenili vodo, omenili smo zelišča, omenili smo gibanje, še 2 stvari nam manjkata pri 5. Prehrana in pa dobro počutje oziroma prava mera življenjskega ritma, je rekel temu knajp. In to je tisto, kar nam pravzaprav najbolj manjka. Pri hrani, velikokrat je premalo časa, ali pa si vzamemo, tako bomo rekli, premalo časa za prehrano. Kako naj začnemo dan? Zajtrkom, to je tisto, ne zjutraj kot cesar, opoldne kot meščan, zvečer kot berač. To so zelo stara pravila. Se pravi, treba je gledati, da dobite čim več žit, se pravi, žita so tista, ki nam najbolj dajo energijo in treba je zjutraj obnoviti energijo, zato da dan lažje prestanemo. Sadje, sadni sokovi, seveda zopet sveže. In pa čim več žit, potem malo sladkorja, ker sladko recimo s sadjem ali pa tudi z žiti, marsikdo ne ve, koliko je v žitih pravzaprav sladkorja, tako da ni treba, da vse dosladkamo in ne vem kaj, ampak toliko, koliko ljudem odgovarja. Tu knajp nima nobene diete, to je vedno tisto, spomladi so recimo tako zelo pomembne razne shujševalne diete, očiščevalne diete, ampak s temi naravnimi sredstvi se da zelo lepo telo očistiti, kar je zelo bistveno in zlasti spomladi. Že imamo tudi telefonska klica, lep pozdrav. Ja, dober dan. Dober dan, izvolite. Jaz bi imela pa za gospo zelišči. Mene zanima v bistvu tele mete, poprova meta, vse meta je recimo, so vse dobre. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Torej, katero meto izbrati? Bolj ali manj so vse dobre. Res je, da ravno pri spomladi, pri čiščenju je poprova meta najboljša, zato ker je precej grenkasta. Je pa tak, da pri ostalih metah, ki so gojene, so jih gojili s posebnim namenom. Recimo zelo moderna je zadnje čase čokoladna meta, ki se spet v prehrani lahko uporablja v raznih sladicah in tak naprej, v likerjih in vsem tem. Ampak osnovne sestavine so v bistvu v vseh metah. Tako, še nekoga imamo. Lep pozdrav, kdo je z nami? Ja, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Iz Maribora in sicer zanima me, kje se pa nahaja društvo v Mariboru. Tudi o tem bomo...
bomo še rekli kakšno. Takole, hvala lepa za vprašanje. Bomo na koncu odgovorili, ostali smo, zajtrk smo rekli žita, nekaj sladkega, predvsem mislimo seveda sadje, pa kakšno žlico medu v, recimo, oslovski zajtrk je ena takšna zelo dobra stvar. Zvečer namočiš v vodo ovsene kosmiče, zjutraj dodaš malo korenčka in malo medu, pa je super zajtrk, pa še zelo hitro je pripravljen. Kaj pa potem za kosilo? Obilna kosila na pomlad ali naj začnemo bolj počasi polniti naše želočke? Ja, no, to zdaj, koliko je obilno za koga. V glavnem je treba gledati na to, da imamo uravnoteženo. Se pravi, ne preveč maščob, spet pa ne brez. Recimo, marsikdo misli, če bo jedel korenje, da bo zelo zdrav, v bistvu nima nič od njega, ker A vitamin se samo v maščobah topi. Se pravi, če že tam zraven neke oreščke prigriznemo, je že to nekaj, če pa v olju vse skupaj pripravimo in to v zdravem olju, sve pol je to toliko boljš, ne? Čim bolj mešana hrana, čim bolj v miru pripravljena, zdaj to je težko, ne? Ker smo v takem ritmu. Pol je vsaj zvečer treba, da se družina skupaj usede in tu je že malo tistega življenjskega reda, se pravi gojiti to družbo, družabnost in te reči, to je zelo pomembno. Tega imamo premalo. Peta komponenta, ki sodi ravno k temu zadnjemu, lahko tudi rečemo dobro počutje, pozitiv način razmišljanja. To se mi zdaj v zadnjem času pa najtežje. Ja, to je, zdaj spet postaja malo moderno govoriti o tem. Včasih smo rekli glavno, da zaslužimo in tak naprej, v bistvu je zdaj pravzaprav res na družbo daje dosti. Je pa tak spet, treba se najti. Nekateri ljudje najdejo zadovoljstvo in sproščenje v družbi. Tu so razni tečaji, razne vadbe, recimo imamo zdaj razne fitness centre in tak naprej. Kdo se tam znajde in dobro počuti, je krasno. Tisti, komu je pa to težko, nekateri grejo zato, ker je moderno, to je narobe. Lahko si doma, pa se recimo doma sprostiš, meditiraš ali karkoli drugega, samo da daš možgane na pašo, ker migrene recimo so ravno tisti znak, da so možgani preobremenjeni. Ali pa pridejo k vam, kje najdemo knajp društvo Maribor? Ja, mi imamo vsak prvi ponedeljek praviloma v Razlagovi 16, to je v prostorih Zveze prijateljev mladine. In ravno ta ponedeljek imamo, vsak prvi ponedeljek v mesecu imamo tako srečanje, na kateri bomo govorili, smo dobili enega zdravnika, ko bomo govorili o civilizacijskih boleznih. Tako da vabim vse, ne glede je član ali ni član, da se nam pridruži. Torej ob 5. popoldne. Ob 17. torej ta ponedeljek. Ja, v Razlagovi 16. Tako, v Društvo ustvarjalnosti mladih, Zveza prijateljev mladine, tako bomo rekli. Vsi dobrodošli. Tako, uspešno še naprej, še vas bomo povabili v naš studio, da bomo krepki, čili in zdravi in polni pozitivne energije. Hvala lepa za obisk. Jaz bi še mogoče to rekla, da pa imamo v mesecu maju mednarodne srečanje knajplovcev v Mariboru in tudi vabim takrat Slovence in Slovenke, da se nam pridružijo. O tem bomo še pa kaj spregovorili. Tako, o tem se bomo vsekakor še kdaj dobili in čisto posebej o tem rekli.